Ok. Lahko. Ja se tu isto, kaj? Tole, isto, ja. Torej, vloga poslanca novega obraza Skočevskega, recimo, da si dotime. Poglejte, poslanec v državnem zboru je malo drugačna vloga kot nek lokalni politik, ampak definitivno lahko veliko naredi za sam kraj. Predvsem lahko veliko vpliva preko svojih poslanskih vprašanj, preko raznih pobud in predvsem lahko, bom rekel, zmanjšuje te administrativne ovire in tudi vse ostale ovire za, bom rekel, nek razvoj gospodarski v samem kraju. Ne. Če čisto konkretno povemo, poslanec iz nekega okraja je tisti človek, ki mora iti v lov za kapital, za svoj okraj, ki ga mora najti, ki ga mora pripeljati in skupaj z lokalnimi oblastmi mora to naložbo, ta neka nova delovna mesta mora pozicionirati v ta okraj. To je njegova naloga, spravi zastopa vse Slovenke in Slovence, hkrati pa je tudi izvoljeni predstavnik svojega kraja. In mislim, da do zdaj je bilo veliko preveč besed z omembo svojih krajev, ne, pa premalo nekih realnih dejstev. Vsake 4 leta sadimo rožice, govorimo o nekih cestah, govorimo o podjetjih, govorimo o razvoju, o turizmu, o ne vem čem in vsake 4 leta lahko potegnemo črto, pa nimamo kaj dosti za pokazati. Težava je predvsem v tem, ker temu drugje ni tako. V državnem zboru vidim, ker imam priložnost tam delati, da nekateri poslanci svoje obljube izpolnijo in dejansko so zato izvoljeni tudi naslednjič, na podlagi svojih konkretnih dejanj. Kaj pa, kateri si lokalni in državni interes nasprotujeta? To se dogaja. To se dostikrat dogaja, ampak vidite, kaj se včasih dogaja v smislu v parlamentu, ko dostikrat... Kaj storiti takrat? Poglejte, zdaj so že dosti rešili s tem, ko so dosti je v bistvu rešilo v smislu, da župani in poslanci ne morejo hkrati upravljati te funkcije. Definitivno pa lokalno politično okolje in poslanec mora delovati v sozvočju. Potem pa kaj se še dogaja, kar pogrešam pa v našem koncu, se pravi v teh krajih južno od Ljubljane. Pogrešam sodelovanje poslancev iz teh območij. Že tako jih ni veliko, če jih pogledamo v razmerju po celi Sloveniji, mi dobimo kvečemo enega na volilni okraj, in že tako jih ni veliko in potem je problem še njihovo sodelovanje. Medtem ko drugi poslanci, kot prekmurski, pomurski, podravski, poslanci stopijo skupaj, goriški, stopijo skupaj in ne glede iz kjere stranke so in podprejo projekt in tak projekt, ko ti imaš iz več skupin, iz več strank ljudi postavljene, imaš potem veliko lažje nek projekt tudi na nacionalni ravni spraviš čez. In tako se dela razvoj. Ne? Kar se pa, in vi veste, da država, Kočevski, pa tudi temu širšemu koncu dolguje veliko več. Dolguje mu, recimo, avtocestni križ je bil narejen. Plačal ga je vsak občan Kočevja, Ribnice in tako naprej. Kaj je dobil za to nazaj? Skratka, mi imamo pravico do dobre prometne povezave in kot smo že prej rekli, to je čisto politična odločitev. SLS pa pri tem stoji, da se začne, to so prvi ukrepi, obvoznica Škofljica po Barju, obvoznice okoli naselij in rekonstrukcija, dolgoročna rekonstrukcija celotne ceste Ljubljana. Samo še tole, se pravi, če bi bil izvoljen državni zbor, 4-letni mandat in podpisal z 200 novimi delovnimi mesti, kako? Da se dobiti tudi 200 delovnih mest. Jaz mislim, da je to naloga poslanca. Kako je več različnih načinov. Ampak potrebno je dobiti kapital, potrebno je se dogovoriti z investitorjem, poiskati ga je treba na trgu, investitorji obstajajo, treba ga je pripeljati, dobiti lokalna dovoljenja v hitrem postopku. Skratka, ti v 6-7 mesecih mora biti vse pripravljeno, da ta investitor začne investirati.
Lahko je to eno podjetje, ki ima 200 delovnih mest, lahko je to 5 podjetij, ki imajo 30-40 delovnih mest, ampak to je vsekakor izvedljivo. Torej, se pravi, to so dejstva že znala, to ni, ko si že tako. Ne, to je izvedljivo in tako delajo druge občine. Tako se investira po drugih občinah. Lep primer je tudi Črnomelj, Ribnica in tako naprej. Zakaj pa v Kočevju ni tega, se pa lahko vprašamo. Hvala. Zdaj pa še podpornik, zgodba o uspehu. Malke je tam tam tako Angelca ti. Sam se posebej, pa sem pa njega gledal, pa ne, ona šla. Je to v redu? V redu. Soten pol malo deluje. Ne. Sem še nikoli videl. Ja, kaj ne še nekaj povabo. Koga? Tebe. Kaj meni si videl? V plesala. Da je Mita plesala? Neč ne veš, kaj se gre. Na se bom prišla. To je brzo razlika. Jo, da nekako imamo voliti. Se bom mogel prijeti malo gledati, pa navijem.